Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Novo šolsko leto se je pričelo, pričenja pa se tudi tradicionalni krajevni praznik krajevne skupnosti Ormož, začele se bodo kmalu tudi trgatve. Preživeli smo ormoški maraton, jubilejni je bil letos, tako da je veliko zapovedati in edini primerni gost se nam je zdel Vlado Hebar, ki je pravzaprav v eni osebi odgovoren za vse te zadeve. Gospod Vlado, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalcem. Ste ravnatelj osnovne šole Miklavž pri Ormožu s podružnico na Kogu, ste torej predsednik krajevne skupnosti Ormož, ste vinogradnik, uspešen in tudi športnik, pravzaprav ste tisti človek, ki je začel z rokometnimi tabori v rokometnem klubu in vsi tisti, ki vas poznajo, dobro vedo za vse vaše aktivnosti in zasluge. Pa me zanima, kaj ste pravzaprav najrajši od vsega tega? Ja, ob svojem času moraš biti vse. To se pravi, stvari treba opraviti tako, kot je potrebno. Potem pa še vedno ostane čas, ne nazadnje tudi za družino, ki je na prvem mestu. Drugače pa ja, profesionalno delam v šolstvu, še nekaj let in se bom upokojil. Vzporedno sem se kar precej časa ukvarjal s treniranjem v matičnem domačem rokometnem klubu Ormož, pa tudi v drugih klubih. Potem pa še so hobiji, ki so prišli potem nekako iz življenja, ne nazadnje vinogradništvo, kot ste omenili. Dobro, ne vem, če sem uspešen, ampak nekako se me v neki fazi zdelo primerno nadaljevati tradicijo svojega očeta ter tasta, oba sta pokojna. In z tega pride tudi veselje, trta se te nekje prime pod kožo in potem tudi v tem uživaš. Vedno pa sem sam sebi dopovedoval, da so te stvari v prostem času kompenzacija, bi rekel, nekje tistim psihičnim naporom, ki jih upravljaš v službi. Delo z ljudmi ni enostavno in je potem, se mi zdi prav, da potem se mi zdelo tudi dobro, mi je pomagalo, da v prostem času nekaj fizično delaš, tudi rekreacija je tukaj precej pomembna, tako da ja, vsega po malem. Športom se še ukvarjate? Športom se v bistvu ne ukvarjam, oziroma rekreativno kolesarim, rekreativno pohodnik sem, rad hodim v hribe, tudi že več kot 10 let svoj letni dopust opravljam na lokaciji, kjer lahko se udejstvujem, to je na Gorenjskem. Tako da me morje toliko ne zanima, ker bi težko zdržal cel dan na plaži. No, vstajate zgodaj, to je značilno za vas. Ob 6 ste že običajno v službi, se mi zdi. Ja, med 6 in pol 7 sem ponovadi že v službi. V zadnjih letih je potrebno še nekoliko prej vstati, ker je treba psičko pripraviti na dan. Ampak to ni problem, nekje ni mi problem vstati. Opažam v zadnjih letih, da sicer nekoliko več spim. Bi rekel, neka osrednja leta svojega življenja pa mi je bilo 4-5 ur dovolj. Sedaj pa že potegnem malo včasih tudi malce prej, pa včasih popoldan. Kak rečete ženske, lepotilni spanec, siesta. Ampak gre. Tako šolsko leto se je začelo v osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Imate 149 šolarjev. V vrtcu pa je koliko otrok? V vrtcu je otrok nekaj čez 80. Že od leta 2013 se mi zdi, ko je vrtec Miklavž s podružnico oziroma enoto Kog prišel pod okrilje osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Imamo ves čas dober vpis, ves čas imamo 5 oddelkov, 3 pri Miklavžu, 2 na Kogu, tako da nekje se potem tudi ustvarjajo relativno dobri pogoji tudi za vpis v osnovno šolo. Moram povedati namreč, da predtem, sam sem se takrat osebno zelo zavzel, smo imeli preko 30 otrok vpisanih v druge osnovne šole, ker enostavno ni bilo dovolj vpisnih mest pri Miklavžu oziroma na Kogu in potem ti otroci nekje, ko se navadijo na okolje, na svoje vrstnike, so ponavadi nadaljevali šolanje v osnovni šoli Ormož, Ljutomer in teh sosednjih šolah. Kako pravzaprav to poteka v tem šolskem sistemu? Koliko bi naj imela ena šola, recimo šolarjev za svoj obstoj?
Kaj je pravzaprav relevantno? Ja, v bistvu, kaj bi rekel, sigurno je dobro, če je 9-letna osnovna šola, to se pravi, da so vsi oddelki, obstaja možnost v tem včasih tudi, da se oddelki združujejo. V tem šolskem letu imamo pri Miklavžu zaradi premajhnega vpisa kombiniran oddelek 1. in 2. razreda. Na podružnici imamo tradicionalno 2 kombinirana oddelka in enega samostojnega. Pred leti, ko sem prišel za ravnatelja, pa ko so šolanje pričeli 7-letniki, je bila podružnica KOK nekje do 4. razreda. Eno smo potem uspeli z vlogo na ministrstvo in tudi na občini, da smo nekje podaljšali še 1 leto za najmlajše na KOG-u, izobraževanje na KOG-u v matični šoli, kar je nenazadnje velika kvaliteta tudi za sam kraj, saj šola tradicionalno, lahko rečem, skrbi tudi za kulturni utrip, sodelujemo dobro z društvi v eni in drugi krajevni skupnosti, tako da je to neki osnovni pogoj. Bi pa rekel, je precej tudi specifik Slovenije, ker nekatere manjše šole zaradi svojega pomembnega položaja, predvsem to velja za nerazvita območja, potem za območja ob meji, so tudi šole z manjšimi, ni nič čudnega, šole so v Prekmurju nekatere tudi s 40-50 otroci, ampak pravim, vse je odvisno od neke ekonomske slike širšega okolja in pri nas se kar pozna. Mogoče še en zanimiv podatek, ko sem prišel za ravnatelja leta 2002, smo imeli na šoli skupaj s podružnico KOK 239 otrok, potem je to število drastično začelo padati. V zadnjih 4-5 letih smo imeli nekaj čez 160, letos pa imamo spet pod 150, 149 otrok, to je slab vpis 1. razreda, 6 prvošolcev pri Miklavžu, 6 na KOG-u in pa tudi relativno večji razred je zapustil osnovno šolo in so se vpisali v srednje šole. No, glede na vpis v vrtec, torej kaže, da bo čez leta boljša situacija, verjetno tako ni slučajno, da boste gradili tudi novi vrtec oziroma ga širili. Ja, res je, oddelki v vrtcu so polni, še v zadnjem tednu pred pričetkom šolskega leta smo imeli nove vpise. Naše igralnice, še posebej pri Miklavžu, so neprimerne, premajhne, niso v skladu z normativi, zato smo vsako leto morali pridobivati soglasje občine oziroma ministrstva. Sedaj nekje pa moram reči, da smo naleteli na posluh pri sedanjem vodstvu občine in se bo vrtec razširil, tako da bodo igralnice v skladu z normativi večje. Poleg tega bodo vsi spremljajoči prostori tudi so planirani, skupni prostor kot neka mini telovadnica oziroma skupni prostor za starše. Ostala bosta v tej zgradbi tudi oddelka razreda 1. in 2. razred, to se pravi 2 učilnici. Obeta pa se tudi, jaz mislim, da strateško ena zelo pomembna pridobitev, to je lokalna knjižnica pri Miklavžu. No, o tem se že dolgo govori in verjamem, da bo dobrodošla za krajane. Ja, vsekakor. Kulturo, nenazadnje odnos do knjige je potrebno približati ljudem in verjamem, da marsikdo zaradi oddaljenosti se ni toliko posluževal, bi rekel, matične knjižnice Franca Ksavra Meška v Ormožu, ki dela sicer odlično, ampak vseeno na podeželju ljudje imajo precej svojih obveznosti in potem mogoče popoldan ne izkoristijo tistega časa. Vidim pa tu največjo prednost predvsem za naše najmlajše, to se pravi za otroke vrtca, za osnovnošolce, saj delo knjižnice ni samo izposoja knjig, ampak je cel kup aktivnosti, kjer se nekje, bi rekel, neke vrednote odnosa do knjige pridobivajo, nenazadnje tudi odnosa do znanja. In jaz verjamem, da bo to velika pridobitev za kraj, za vse krajane in nenazadnje tudi za šolo. Je težko biti današnji pedagog, ravnatelj, učitelj? Ja, bi rekel tako. Mislim, da vsi delavci v šolstvu nekje še vedno izhajamo iz tistega enega entuziazma, zaradi katerega smo se vpisali, zaradi katerega opravljamo to delo. Moram pa reči, da je v zadnjih letih ni enostavno biti mogoče
Zato ne čudi tudi cel kup tistih aktivnosti prostočasnih, ko je potrebno izprazniti glavo, deletirati misli. Pritiski so vedno večji z vseh strani, tudi druge generacije staršev so, druge generacije otrok. Vse skupaj pa se je mogoče stopnjevalo še v tem korona času, ko enostavno smo šole zavezane k temu, da izpolnjujemo odloke, bi rekel, neke obveznosti, ki so potrebne za varno šolanje, za varno obiskovanje vrtca, pa nekateri starši to malo težje razumejo in potem prihaja do konfliktov, ampak to je vse splošno stanje v celi Sloveniji, tako da je včasih treba kar globoko vzdihniti in potem iti naprej. No, morda je to priložnost, da nam pravzaprav opišete, pod kakšnimi pogoji torej šola lahko deluje, kakšni so predpisi, kakšni so torej ukrepi v tem času, torej, ko razhaja virus. Ja, dejal bi, ukrepi so relativno znani. Sistem šolanja, obiskovanja vrtcev so mehurčki, kolikor se da, to se pravi, da se skupine čim manj mešajo. Potem na vseh področjih je zagotovljeno za tista priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od razkuževanja, nošenja mask in vseh tistih ostalih aktivnosti. Treba je povedati, da se ti ukrepi tedensko spreminjajo. Ravno v soboto zvečer je prišla nova okrožnica ministrstva, ker je vlada sprejela nov odlok in se je spremenilo. V petek sem predstavljal drugi odlok, bi rekel, ki je predpisoval neke določene aktivnosti okrog nošenja mask, okrog testiranja in podobno. Soboto oziroma z današnjim dnem so veljavi nova priporočila, tudi zakonske osnove glede nošenja mask za odrasle osebe, tako da je treba to redno spremljati, obveščati vse delavce, tudi starše. Dostikrat v lanskem šolskem letu se je zgodilo, da smo že izdali neko obvestilo za starše, pa je prišlo do spremembe in normalno razumemo potem ne voljo staršev, ampak enostavno mi smo, lahko bi rekel, kako pravijo, med kladivom in nakovalom, enostavno ne sprejemamo odlokov, smo pa jih dolžni izvrševati. Kar se pa mi zdi edino pravilno, ker moje osnovno razmišljanje v vsej tej zadevi okrog korone je, da odločajo strokovnjaki in da jim je treba verjeti, tako kot na vseh področjih. Imate šolarja, ki se šola od doma tudi v tem šolskem letu, ali so vsi na šoli? Ne, mi nimamo šolarja, ki bi se šolal na domu, na srečo, bom dejal. Je pa ogromno šolanja na domu v tem šolskem letu. Enostavno se mi zdi, da je ministrstvo nekoliko zaspalo in je to posledica ravno teh razhajanj, različnih razmišljanj, tudi glede ukrepov. Tako kot celotna družba se mi zdi, je tudi na tem področju precej pro et contra, ali pa če bi dejal tistih ljudi, ki zagovarjajo ukrepe, se prilagodijo in tisti, ki so proti temu in z nejevoljo sprejemajo vse tiste ukrepe, ki jih imamo. Moje osebno mnenje v šolanju na domu pa je, da otroci več izgubijo, kot dobijo. Zakaj? Na eni strani mogoče šolanje na domu, če primerjamo ob dolžni skrbi staršev, je vseeno treba povedati, da strokovni delavci so strokovnjaki na svojem predmetnem področju in učenci dobijo znanja iz vseh predmetov, bi rekel, tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih, materinega jezika, matematike, vzgojni predmeti, ki so tudi izredno pomembni, dočim je v sklopu šolanja na domu nekaj izpitov, ki vseh teh področij enakovredno ne zajema. Bistvena komponenta pa se mi zdi to, kar smo nekje v lanskem šolskem letu opazili na naši šoli, pa tudi po celotni Sloveniji, ni bil problem izobraževanje. Mogoče lahko povem, mislim, da smo se relativno po tistem prvem šoku v predlanskem šolskem letu dobro pripravili na šolanje na domu, da smo tudi usposobili infrastrukturo oziroma računalnike pred tiste učence, ki niso imeli.
V lanskem šolskem letu smo imeli v 3., 6. in 9. razredu zunanje preverjanje znanja, to se pravi tako imenovane nacionalne preizkuse znanja. Rezultati so bili pri vseh predmetih, v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih zelo dobri, v skladu, bi rekel, nekje na nivoju ali nad povprečjem v Sloveniji. Se je pa pojavljalo posebej pri starejših učenkah, predvsem pri učenkah, puberteta, pomanjkanje samopodobe, tudi depresivnost, tako da, kolikor vem, je kar nekaj punc rabilo tudi pomoč strokovnjakov, psihologov, kliničnih psihologov. In če se vrnem nazaj, ti otroci, ki se bodo šolali doma, bodo vseeno prikrajšani za socialni stik svojih vrstnikov, kar se pa mi zdi v osnovnošolskem izobraževanju mogoče celo najbolj pomembno. Upam torej, da bo to šolsko leto normalno, da nas ne bodo čakalo še kakšno presenečenje. Kakšni so vaši občutki, kakšne so namere, kakšni so izgledi? Ja. Vedno, ko začnemo načrtovati pred šolskim letom, rečem svojim sodelavcem, treba je biti pozitiven, razmišljati, da bomo ves čas v šoli, zato smo tudi vse aktivnosti prilagodili temu, seveda v skladu s priporočili. Imamo sicer zagotovila teh ljudi, ki odločajo, da v nobeni fazi se naj ne bi v tem šolskem letu izobraževanje odvijalo nadaljavo, vendar je spet treba počakati, da vidimo, če se bo to uresničilo. Nenazadnje slika v Sloveniji je taka, kot je. Bi rekel, kar rapidno se povečuje število okužb in odvisno je seveda tudi od tega, koliko bo karanten, koliko bo, bi rekel, potencialno okuženih ali okuženih otrok, strokovnih delavcev, ker potem v neki fazi potem pride tudi do zapiranja zavoda, ko se to število drastično poveča. No, sicer pa september prinaša krajevni praznik Krajevne skupnosti Ormož. Ste predsednik krajevne skupnosti, kako dolgo pa ste že predsednik? Predsednik sem v bistvu, zdaj zaključuje se drugi mandat, bom rekel tako, kontinuirano. 12 let pred tem sem bil tudi izvoljen, vendar sem po enem letu odstopil. Pozneje sem na nagovor v naslednjem mandatu se spet nekje kandidiral in enostavno bom ta mandat opravil do konca. Razlogov za to pa je več, nenazadnje lokalna skupnost se mi zdi zelo pomembna. Ormož je eno specifično okolje. Zelo radi govorimo, da se v Ormožu nič ne dogaja, da je to mesto duhov. Če pa bi nekdo sistematično zabral, mislim, da ste vi mogoče najbolj primerni, ki spremljate vse prireditve, ki se v Ormožu dogajajo, pa bi lahko hitro videli, da se dogaja ogromno stvari, da je praktično kontinuirano od začetka koledarskega leta do konca koledarskega leta ogromno aktivnosti na vseh področjih, da imamo, če začnem, to ste nenazadnje, kar sem tudi bil delavec športne, odlične športne klube, ki skrbijo tako za rekreacijo kot za tekmovalni šport, da imamo široko paleto kulturnih društev, ki se udejstvujejo in mogoče, če se vrnem, ker je v času, ko sem prišel za predsednika, nismo imeli niti občinskega, niti krajevnega praznika, je nekje bila tudi ideja, da se s krajevnim praznikom kot nekaj način na simbolni ravni prikaže delovanje teh društev, predvsem pa, da se vsi tisti naši sokrajani, ki jih vsak dan vidimo, ki jih vsak dan spremljamo, zdi se nam samoumevno, da so v nekih društvih aktivni, da izvajajo neke stvari, da se na nek, spet temu lahko rečem, simbolen način vsaj zahvalimo. In tu se mi zdi ravno tudi ta podelitev priznanj, plaket v krajevni skupnosti pomembna. Tudi moram povedati, da nismo, kot je mogoče že na višjih rangih, odvisni od nobenega političnega razmišljanja, ampak dejansko na osnovi vlog, predlogov, ki prihajajo, se potem komisija odloči in vedno dobro izbere, zelo dobro. Vi ste pravzaprav tako, kot ste že nekje povedali, pobudnik krajevnega praznika, ne? Kateri krajevni praznik pa je sedaj to po vrsti že? Ja, v bistvu sedaj je pobudnik, tu moram dodati še veliko vlogo gospoda Petka, ki je tudi v svetu krajevne skupnosti.
Drugače imamo sedaj kontinuirano, bo letos 7. krajevni praznik. Je pa bil v 80 letih, se je nekje, mislim, da 31 let krajevni praznik odvijal, tako da mislim, da bo, ampak potrebno je bilo temeljito pogledati, da bi naslednje leto verjetno bil 40. krajevni praznik. Jubilejni, ne? Potem Jubilejni. nekaj posebnega. Pravzaprav so se dogajanja že začela in sicer minulo soboto. Ribiško tekmovanje je bilo za pokal krajevne skupnosti. Kako je bilo to uspešno? Ribiško tekmovanje Zveze rezervnih vojaških starešin je bilo v bistvu pred datumom, drugače pa formalno začnemo v petek, 10. septembra, s svečano podelitvijo priznanj. Tu je treba povedati, da tako kot lani, tudi letos je ta uvodni del nekoliko okrnjen, namreč ideja samega krajevnega praznika je bila in v prvih letih, 5 letih smo to nekje tudi izpolnjevali, je bila ta svečana parada in potem izobešanje zastave, spomin na dogodke iz 19. stoletja, vendar se mi je zdelo primerno, da zaradi splošne situacije in možnosti širjenja, ne nazadnje tudi izpolnjevanja vseh teh PCT pogojev in vsega tega, da mogoče ta parada se aktivira spet v nekem obdobju, ko bomo živeli bolj mirno. Bomo pa opravili aktivnosti po programu, seveda v skladu s priporočili. No, ta otvoritvena slovesnost s podelitvijo priznanj bo v Beligrajski dvorani, tako da bo vse eno nekje, ne, v bližini lokacij iz prejšnjih let. Parada tako verjetno res ne bi šla, sicer pa se kar dogaja, ne, kot vidimo, bo tako za otroke kot za odrasle, starejše, vsega bo, ne? Ja, to je bila neka osnovna ideja, vedno, da poskušamo poskrbeti za vse populacije krajanov, ki živijo v krajevni skupnosti Ormož. Meni je žal sicer, da se več nekje ne odločijo v okoliških vaseh za organizacijo kakšnih dogodkov, verjamem, da bi bili uspešni. Drugače pa imamo pokrito, so gledališke predstave za otroke, potem imamo tekmovanja za upokojence v sklopu krajevnega praznika, potem imajo ribiči svoje tekmovanje, ribiška družina Ormož ima tradicionalno mednarodno tekmovanje z gosti iz Hrvaške sosednje, potem se udejstvujejo tudi člani teniškega kluba, ki imajo svoj turnir, kulturniki, likovna razstava Likudo, društvo Likudo, ki je zelo aktivno v zadnjih letih. Odvijal se bo tudi kviz v knjižnici na Vrtni terasi, parada učenja, ki jo bo organizirala Ljudska univerza in prav mislim, da smo nekje pokrili in da bom v tem tednu, ki je pred nami, kar precej aktivnosti, da si bo lahko vsak našel, če bo želel, da si ogleda katero ali pa aktivno sodeluje v teh aktivnostih. No, ena izmed novosti, ki se zdi zelo dobrodošla, je srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ki se bo torej 2 nedelji zapored odvijalo in sicer ob 3 popoldne, ne, ob 15 uri. 2 nedelji odrasli pevski zbori in pa folklorne skupine potem. Tu moram se tudi javno zahvaliti gospe Barbare, ki neumorno skrbi za kulturne aktivnosti in se je zdelo primerno, da v začetku, še preden se karkoli spremeni na področju teh ukrepov, enostavno, da se zberejo ti entuzijasti, ki skrbijo za kulturni utrip v Ormožu in se predstavijo širši javnosti. Bilo je sicer predvideno zunaj, vendar mislim, da bo v dvorani, v kulturnem domu in kaj je lepšega, kot nedeljo popoldan si ogledati prelepo slovensko pesem, poslušati ali pa ogledati folklorne skupine, ki so z našega območja tudi, bi rekel, zelo uspešne in negujejo tradicijo in ohranjajo neko izročilo iz roda v rod. Prisotnih pa ni gasilcev, kot vidim. Kaj se dogaja z gasilci? V tem letu enostavno nismo neke aktivnosti našli, ampak mislim, da se nič ne dogaja. Oni so sodelovali vedno v paradi, so imeli kako tudi predstavitev.
vendar to ne pomeni, da bi se kaj dogajalo, ker lahko kot predsednik krajevne skupnosti lahko rečem, da so vsa društva v sami krajevni skupnosti zelo aktivna. Gasilsko društvo Ormož pa tako ali tako vemo, da nekje, ki je center, da rekel gasilstva v tej ožji regiji, pa ima dnevne aktivnosti, tako da nismo nekje videli potrebe, da predstavimo še kaj. Ja, čestitke torej za bogat program, ki ga seveda najbrž ni bilo enostavno skoordinirati, ampak vidi se, da se bo dogajalo marsikaj. V glavnem, dobrodošli, ne, gledalci, k prisostvovanju vseh teh dogodkov. Do 19. septembra torej se bo dogajalo, programi so objavljeni, ne, tudi na video stranih naše televizije, na spletni strani naše televizije, tudi na vse posod pravzaprav, tako da nič ni zamolčanega. Poleg tega bi rekel tako, da tudi potem vsi izvajalci v tej priložnosti bi se vsem, ki v krajevnem prazniku sodelujejo, vsem zavodom, vsem organizacijam iskreno zahvalil, ker moram reči, ni težko potem koordinirati pa nekje povezati, ker res z veseljem se vsi vključujejo, potem pa sami tudi preko svojih, bi rekel, medijev, ali je to Facebook, ali je spletna pošta, obveščajo, bi rekel, krajane o tem dogodku. Zato mogoče v tem letu tudi nismo izdali zgibanke, ker smo se pač nekje izogibali, ki so jo dobili zgibanke, ki so jo dobili vsi krajani, s tem smo nekje poskušali delovati v finančnih okvirih, ki so pa zelo, zelo omejeni za sam krajevni praznik. Ja, to je torej o krajevnem prazniku, ne? Verjamem torej, da nas bodo razveselila vsa ta dogajanja. Sedaj pa za konec, ne, preden se poslovimo, pa seveda še beseda dve o vašem hobiju, vinogradništvo, vinarstvo. Kako ocenjujete letošnjo letino? Je tudi pri vas kaj prisotna rumenica? Ja, ste že začeli na koncu z neprijetno stvarjo, pa bom začel mogoče na začetku vprašanja. Ja, mislim, da se obeta izjemen letnik, seveda, če bomo potrpežljivi, ker tudi vremenska napoved za september je zelo dobra, tako da bo možnost nekje predelati zelo dobro vino, kvalitetno vino, bi rekel nekje z trendom proti vrhunskemu. Je pa to odvisno od posameznika, pa verjamem tudi, da predvsem manjših, tako manjših kot večjih vinogradnikov se v tem trenutku ukvarja z velikim problemom, to je z prodajo. Zakonodaja v Sloveniji ni dovolj dobra, ni primerljiva z nekaterimi sosednjimi državami, tako da je tu prvi problem. V zadnjih letih smo nekje, vidimo sami, da se precej vinogradov krči. Enostavno to bo vplivalo tudi na krajino, na našo prelepo prleško pokrajino, ki jo imamo. In enkrat, ko bo to prišlo, bi rekel, do enega minimuma, bo tudi nekje se poznalo na samem izgledu, na veduti te krajine. Pojavil pa se še novi problem v zadnjih letih, oziroma mislim, da je lani letos eskaliralo, to je zlata, oziroma ta rumenica, ta ameriški škržatek ni od muh, in škoda, ki se obeta sedaj, pa tudi v naslednjih letih, zna biti katastrofalna, ker se izredno hitro, meni se zdi še bolj eksponentno kot pa v sam virus, širi v teh vinogradih, in če se ne bodo neki drastični ukrepi nekje naredili, nisem strokovnjak na tem področju, bo prihajalo do katastrof. Kolikor se menimo, ti majhni vinogradniki, je tega ogromno. Ta rumenica je tudi prenosljiva, zelo hitro se prenese, zato je treba tudi škarje razkoževati, čim prej uničiti, ampak o tem vejo več strokovnjaki. Pojavlja pa se nekje tudi razmišljanje, ker pogovarjal sem se ravno prejšnji vikend s nekaterimi prijatelji, ki so dosajevali, obnavljali vinograde, da verjetno že v začetku pri teh cepljenkah zna priti do okužbe, oziroma da so okužene, in verjetno bo na nivoju države, ker to ni več problem Primorcev, ampak je tudi pri nas kar precej prisotno, v Posavju pa vse posod. Velik problem bo to za vinogradnike.
Rešitev je torej enostavno, da se odstrani trta, ki je torej bolna. Ja, to je kratkoročna rešitev. Seveda so tudi neki obvezni ukrepi škropljenje proti temu školjžatku, ki je glavni prenašalec. Ampak pravim, to bi bilo zanimivo vprašanje potem za strokovnjake, ki bodo morali najti neke srednje in dolgoročne rešitve. Ker tudi sedaj, kaj bomo odstranili, naslednje leto se bo komaj videlo, ali je še kakšna okužba, ali sosednji trsi, ali so okuženi in tako da bo tega vedno več, se mi zdi. No, imamo seveda v načrtu tudi torej pospremiti strokovnjaka v mestni vinograd, ne, tako da bomo potem dejansko slišali kaj več. Kateri del oziroma katero opravilo vinogradov pa vam je najbolj všeč? Recimo, ker pravite, da vam je hobi vinogradništvo. Pravilo? Ja, sigurno. Opravilo. Opravilo, aha, opravilo. Jaz bom rekel, vi manjše vinogradniki, ki smo one man band, to se pravi, od reza do prodaje se ukvarjamo, se moramo na vseh področjih doizobraževati, da smo lahko dovolj kvalitetni, ne nazadnje, da te količine prodamo. Drugače pa osebno bom rekel, neke stvari niti ne razmišljam, ker vem, da se morajo opraviti, verjetno pa rezanje vinske trte se mi zdi nekje najlepše delo, ker ti ustvarjaš, bi rekel, ti pripravljaš trto za to, kar hočeš pridelati. In nazadnje to moram reči, da mi je moj tast nekje dal k srcu, ko nas je učil rezati, ko sem se sam učil, je bil velik strokovnjak na tem področju in je rekel, da je treba vsak trs posebej najprej si ga ogledati, pa se potem odločiti, kaj bo najboljše za njega in vedno razmišljati za leto naprej. Tako uspešno delo vam želimo v vinogradih in seveda dobro letino, ne, takšno, ki bo dala čim več pridelka. Čisto za konec, ne, pa še morda kaj o vaši športni poti. Kot vemo, ne, ste bili strasten rokometaš svoj čas. Kdaj se je začela ta vaša pot oziroma končala kdaj? Ja, bi rekel srečo, da še ne pozabim, ker je tega že daleč, ampak bi rekel tako nekje v srednji šoli, ko sem se odločal za študij, sem tudi igral v mladinskih ekipah našega kluba, potem sem neka osnovna znanja dobil na pedagoški akademiji v prvi fazi. Vedno se mi je zdelo, da se da tudi v majhnem kraju narediti marsikaj. Enostavno bi rekel, mogoče se mi je zdelo, da kljub nekaterim občasnim bleskom v Ormožu, imamo vse eno zlato generacijo iz 60-ih let, se je dosti o njej govorilo, ki je mogoče kanček sreče manjko, da bi se uvrstili v takratno prvo jugoslovansko ligo. Pa so bile te legende, s katerih smo potem mi črpali, sam pa sem nekje pričel delati takrat z mladimi, in ker sem verjel, da lahko naredimo bistveno več, kot je životarjenje nekje na koncu druge lige. Pozneje je verjetno neke stvari prineslo tudi rivalstvo s sosednjim klubom z Veliko nedeljo. En čas je bilo to, bi rekel, zdravo, vedno je bilo zdravo rivalstvo, kljub takim in drugačnim dogodkom. Bili smo en čas, mislim, da ena redkih, mogoče celo edina občina, razen Ljubljanske, ki je imela dva prvoligaša v Sloveniji. Mi smo potem Ormožani vedno črpali to iz tega, ker smo bistveno težje v nekem obdobju prihajali do sredstev za obstoj. Ampak da se vrnem tisti osnovni cilj z dobrim delom v šoli, z dobro selekcijo, mislim, da lahko s ponosom rečem, ko pogledam nazaj, da smo nekje uspeli spostaviti eno ormoško rokometno šolo, da smo sami sebi dokazali, da lahko pariramo tudi večjim klubom. Jaz vem, na začetku, ko nismo imeli športne dvorane, pa sem potem kot trener z ekipo prihajal do polfinala in finala in treba je povedati, da je to vzhodna Štajerska izredno močna bila. Tu so bili vedno znani klubi, ki dobro delajo z mladimi, Celje, Slovenj Gradec, Velenje, če samo njih naštejem nekje, pa smo jim parirali, jih premagovali.
tako da smo se uvrščali med najboljše. Potem nekje je spontano zrasla ideja o rokometnem taboru, ker mi je zdelo se mi osnovno, nikoli nisem bil človek, ki bi razmišljal izključno zase, ampak da se preko tabora, pri nas so gostovali takrat tudi eminentni strokovnjaki, gospod pokojni Miro Požun, gospod Praznik, ki so bili v slovenskem prostoru tudi uveljavljeni. Nekje ideja mi je bila tudi vzgojiti, bi rekel, rod mladih trenerjev in lahko rečem, da sem zelo ponosen, ko vidim današnje trenerje, izredno uspešne, Sašota, Uroša, tukaj pred mano, ki nadaljujejo to tradicijo in ki dokazujejo, da se tudi v Ormožu da biti najboljše. Predvsem pa, da usmerjajo v najmlajše, v ta prelepi šport. Na eni strani dosegajo dobre, odlične rezultate, na drugi strani pa predvsem to, kaj je bistveni pomen športa, nekje tudi lepo preživljanje otroštva, zdrav način življenja, pa tudi pri vzgajanju enih vrednot, ki do pozneje tako v času šolanja kot v sami službi vsem prišle do veljave. Disciplina, vztrajnost, nepopustljivost in to se mi zdi nekaj najlepšega, ko pogledam te rezultate. Sam mogoče v zadnjem obdobju nekoliko manj hodim na tekme, včasih je v soboto treba kaj postoriti, pa zmanjka energije za ogled tekme, ampak bom rekel, vedno sem ponosen na naše Ormožane. Hvala lepa, gospod Vlado, da ste si vzeli čas za eno takšno izčrpno obrazložitev vseh dogajanj v vašem življenju pravzaprav, ne? In tudi vi ste človek, ki si zasluži eno konkretno priznanje, glede na to, da ste aktivni na tolikih področjih. Mene je priznanje vedno bilo, bi rekel, rezultati, ki jih vidiš za sabo, največje priznanje. Sam ne dam toliko na te razne stvari, katerih pobudnik sem tudi bil, tako da največje priznanje bi rekel, da je to, če smo pri zadnji temi, da je Ormož stabilen, prvoligaš, da ima veliko mladih rokometašev, ker sam vem, v kakih pogojih smo začeli, pa tudi v kakih pogojih delajo ti trenerji danes, pa nasploh, bi rekel, člani kluba. Vinogradništvo si najbolj zadovoljen, če ti kdo reče, da je kapljica dobra, si ponosen, pozabiš na vse drugo. Prav tako pa mogoče na prvem mestu pa trdim, da pa zadovoljen, da ustvarjamo eno učno okolje v naši šoli, kjer so učenci varni, kjer se naučijo in nekje dobijo dobre osnove tudi za nadaljnje šolanje. Hvala lepa, gospod Vlado Hebar, veliko uspeha, torej še enkrat vam želimo. Pa ja, gost ste prvič v tej naši oddaji. Tako da Karlica, dobila si me, pravim, ne rad govorim, raje delam, včasih pa je mogoče potrebno tudi kaj povedati, tako da hvala za povabilo, pa tudi vam čestitke za odlično delo, ki ga opravljate na informiranju v Ormožu, ne samo v krajevni skupnosti, ampak tudi širše. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Povabljeni ste torej na dogajanja ob krajevnem prazniku krajevne skupnosti Ormož, pa tudi sicer bodite z nami tudi prihodnji ponedeljek, ko se vidimo oziroma srečamo z novim gostom. Vse dobro vam želimo.